Zdaj spoznali bomo neke načine, neke korake, ki so nam pri tem lahko v pomoč. Vseeno pa je potrebno poudariti, da pa ni nujno, torej, da te korake oziroma te načine uporabimo zgolj takrat, ko oseba, ki je v stiski, razmišlja o samomoru. Se pravi, lahko uporabimo tudi v neki drugi situaciji, recimo, ko je oseba v stiski, pa nujno ne razmišlja o samomoru, ampak je torej ta njena stiska prav tako zelo intenzivna. Tako da so ti koraki oziroma ti načini zelo tako splošno uporabni, široko uporabni in se mi zdi, da nam lahko v tej aktualni situaciji zelo pomagajo. Mogoče toliko za uvod. Gre naprej? Gre naprej. Zdaj pa preden pa nekako te korake spoznamo, te korake pogledamo, pa bi podala zgolj nekaj uvodnih informacij vezanih torej na samo področje samomorilnega vedenja, torej stisk povezanih s samomorilnim vedenjem, ker menim, da nam bo potem, ko bomo prišli do teh korakov, ko bomo prišli do teh načinov, nam bo potem lažje razumeti, zakaj recimo v posameznem koraku smo pozorni na neke stvari oziroma zakaj so koraki zastavljeni tako, kot so. Ta pregled zdaj na začetku bo res zelo, zelo skrčen, podane bodo najbolj ključne informacije, ampak o tem bi lahko govorili še in še, pa potem morda, če bo potrebno, namenimo kaj več v tistem času za vprašanja. Torej, kar je najprej potrebno poudariti, je, da gre pri samomoru za dalj časa trajajoč, za zelo dinamičen proces, kar pomeni, da ni enega izoliranega vzroka, ki bi spodbudil težnjo po samomoru. Se pravi, gre za nek proces, kjer se različni dejavniki med seboj ojačujejo, med seboj prepletajo in potem nekako spodbujajo oziroma vplivajo na posameznika in pri tem je torej samomor zgolj tisto končno ali pa tudi ne, torej dejanje na koncu tega procesa, nikakor pa torej ni to zgolj nek kratek proces oziroma eno izolirano dejanje. Se mi zdi, da zelo fajn to dinamičnost, ta proces pojasni ta naslednja slika, kjer je zelo razvidno, kako se v bistvu te naše težnje nekako na neki točki okrepijo, potem se na neki točki spet znižajo, pa morda nekaj časa ne razmišlja oseba o samomoru, pa se spet potem na neki točki, ko pride do neke spremembe, morda spet te težnje okrepijo, kar pomeni, da je to res dinamičen proces in pa pomeni, da lahko torej na te dejavnike, na ta proces vplivamo in torej tisto najhujše, samomor ali pa poskus samomora tudi uspešno preprečimo. Zdaj pri tem so nam lahko v pomoč vedenja. Poudariti je potrebno, da obstajajo nekatera vedenja, kot so na primer misli, kot so pripravljanje načrta za samomor, kot so recimo impulzi. To je nekemu zunanjemu opazovalcu verjetno manj opazno oziroma neopazno. In zato je fajn, da ko vidimo, da se pri osebi nekaj dogaja, da prihaja do nekih sprememb, da kaže neke znake stiske, da smo še posebej pozorni potem v pogovoru na te stvari, torej na misli, na njene impulze, na resnost namena in pa sestavljenost načrta in da o teh stvarih potem tudi jasno povprašamo. Medtem ko recimo vedenja, ki so nam pa že vidna, torej ki so zunanjemu opazovalcu vidna, pa nam lahko v bistvu signalizirajo, da se z osebo nekaj dogaja in da je fajn, da k tej osebi čim prej pristopimo in da tudi naslovimo, kaj se pravzaprav dogaja, kaj je v ozadju teh nekih vedenj in da vidimo, kaj morda oseba tudi v nadaljevanju potrebuje. Zdaj, kakšna so ta vedenja, ki jih recimo mi lahko opazimo in ki kažejo, da oseba
resno razmišlja in izraža resno namero o samomoru. To so recimo neka nevarna, zelo tvegana vedenja. Recimo tudi, če oseba začne pripravljati sredstva, recimo je izbrala metodo, si dela zalogo tablet, če bo šlo za predoziranje, torej če se je odločila za to metodo in tako naprej. Potem lahko se zgodi tudi, da se spremembe kažejo kot nenadno zanimanje za religijo, ali pa če oseba, ki je prej se recimo zanimala za religijo, nenadoma to zanimanje opusti. Potem tudi neko izrazito poslavljanje od prijateljev, družine, razdajanje svoje lastnine, svojih nekih osebnih predmetov, kar pospremijo na primer z besedami, da tega več nikoli ne bom rabil in tako naprej. Vse to so lahko neki simptomi oziroma neki znaki, ki nam signalizirajo, da je oseba v neki stiski, da se z njo nekaj dogaja in da bi bilo fajn, da raziščemo, kaj je pravzaprav v ozadju tega. In pa seveda pretekli poskusi samomora so pa prav tako v bistvu zelo pomemben dejavnik, ki kažejo, da oseba tudi lahko razmišlja o samomoru. Zdaj, preden pa se lotimo takega pogovora, pa je zelo pomembno, da se zavedamo, da oseba, ki na neki točki zelo resno razmišlja o samomoru, da ima najverjetneje zelo zamegljen pogled na situacijo, da najverjetneje zelo ozko gleda na situacijo in da zato recimo v tistem trenutku drugega izhoda oziroma druge rešitve poleg samomora ne vidi. Zdaj, to pomeni, da recimo, da oseba najverjetneje ni kar takoj, se pravi, ko se je neka stiska, ko se je neka težava pojavila, da oseba najverjetneje ni takoj pomislila na samomor, ampak gre tu odzadaj za nek proces, kar pomeni, da je verjetno prej poskušala, razmišljala o različnih načinih, kako se soočiti s stisko, kako rešiti neko težavo oziroma kako se spoprijeti s težavo. In najverjetneje se neke stvari tudi niso uspešno izšle. Kar pomeni, da je potem zaradi tega nekako izgubila morda ta izostren pogled na situacijo, pogled se je nekoliko zameglil in to pomeni, da v tistem trenutku torej je že marsikaj poskusila, vse ni izšlo in torej v tistem trenutku razen samomora ne vidi druge rešitve. In ravno zato je pomembno, da s takim pogovorom, ki ga bomo sedaj v nadaljevanju spoznali, torej s temi koraki, nekako ji pomagamo, ji dajemo čas, jo spodbujamo, da o svoji stiski govori, predvsem zato, da ji damo možnost, da ponovno pogleda na svojo situacijo, da morda spet razširi, spet izostri ta pogled in da torej ni več v tistem tunelskem vidu, kot pravimo, torej tunelski vid kot nekako zamegljen pogled na situacijo. Torej, če nekako povzamem zdaj ta uvodni del, če pri osebi ugotovimo, da se z njo nekaj dogaja, da kaže te neke znake, ki lahko signalizirajo, da je oseba samomorilno ogrožena, potem je pomembno, da čim prej pristopimo do nje in se čim prej z njo tudi iskreno pogovorimo. Zdaj, ta pogovor ni namenjen reševanju njenih težav, ni namenjen reševanju njene stiske, ampak gre, kot sem rekla, predvsem za to, da ji kažemo, da smo slišali njeno stisko, da jo sprejemamo, da ji želimo nuditi oporo in pa predvsem ji dajemo čas in pa prostor, da o svoji stiski govori in da spet pridobi nekako izostren pogled na situacijo. In tako pridemo do korakov ukrepanja. Zdaj, ti koraki so torej, kot sem rekla, ne gre za to, da dajemo nasvete, ampak so v bistvu služijo kot prva pomoč v duševni stiski, kar pomeni, da si v tem trenutku s tem prvim pogovorom želimo predvsem ne zgolj ponuditi, ampak tudi obuditi upanje pri osebi,
in potem tudi osebo nekako z njenim sodelovanjem seveda napotiti v strokovno obravnavo. Pri tem torej ne gre za neko svetovanje, zdravljenje, tudi ni namenjeno strokovnjakom, ampak gre res za ta prvi pogovor z osebo, kjer tudi oseba dobi povratno informacijo, da ima nekoga, da smo ji na voljo in da lahko o tej stiski spregovori. Zdaj, ti koraki so torej namenjeni vsem tistim, ki se v svojih poklicih na primer srečujejo oziroma srečujemo z več ljudmi, smo v pogostejšem stiku z ljudmi, lahko prej opazimo, da se nekaj z osebo dogaja, pa tudi seveda vsem tistim, ki recimo pri bližnji osebi opazijo, da se nekaj z njo dogaja, bi se želeli z njo pogovoriti, pa bi morda rabili neko oporo. Se pravi, ti koraki so res kot opora nam, da lahko ustrezno izvedemo in pa ustrezno naslovimo to precej težko temo. Zdaj, je pa potrebno poudariti torej, da ti koraki niso neka čarobna palčka oziroma magična palčka, kar bi pomenilo, da če gremo skozi vseh 5 korakov, da se bo situacija rešila. Nikakor ne. Lahko se tudi zgodi, da ne bomo šli po vrsti po teh korakih oziroma da bomo morali kateri korak pač izpustiti, ali pa bomo recimo napredovali korak naprej, pa se bo odprla neka tema, pa se bo potrebno vrniti en korak nazaj in to je čisto vse okej. Važno je, da te korake predvsem pač uporabimo kot eno oporo, da lažje torej naslovimo temo. Zdaj, prvi korak je korak ukrepanja. In že ta korak je recimo tak, ki ni nujno, da ga vedno upoštevamo oziroma vedno uporabimo, ker lahko se zgodi, da opazimo, da je neka oseba v tisti situaciji, torej vidimo, da kaže neke znake, ki kažejo na izrazito stisko in da je pomembno, da se z njo pogovorimo takrat, v tisti situaciji, zato tudi se na tak pogovor ne bomo mogli toliko pripraviti, kar je seveda čisto okej, ampak če imamo možnost, pa seveda je fajn, če se na tak pogovor pripravimo. Predvsem je pomembno, da razmislimo recimo, kdaj bi se lahko o taki stvari pogovarjali, kje in pa tudi ob kateri priložnosti. Recimo, sploh moškim je včasih lažje, če delajo ob tem še nekaj zraven, se pravi, če ima ta pogovor tudi nek zunanji okvir, torej da ne govorijo le, da ne gre zgolj za pogovor, ampak da ob tem še nekaj počnejo. In seveda, če imamo potem čas oziroma priložnost, razmislimo tudi o čustvih, o naših odzivih, ki jih bomo mogoče občutili ali izražali. Recimo, če nam oseba pove, da razmišlja o samomoru, kaj to pomeni, kako se bomo mi odzvali. Zdaj, če nas bo to presenetilo, če bomo kazali presenečenje, šok, s tem lahko zavremo pogovor oziroma zavremo odgovor in s tem naredimo ravno nasprotno. Se pravi, v tem pogovoru si predvsem prizadevamo za to, da čim bolj spodbujamo z vsem, kar delamo, z vsem, kar govorimo, da čim bolj spodbujamo osebo, da govori, da ji dajemo priložnost, da nekako razmišlja o svoji situaciji, o svoji stiski in pa obenem torej, da pridobiva spet ta izostren pogled na situacijo in pa tudi, da zmore videti, da je pravzaprav ta njena samomorilna težnja dejansko povezana z tem nekim, s to neko stisko, ne gre pa torej za to neko splošno težnjo, ampak je dejansko v ozadju pravzaprav to zgolj kot v njenem pogledu kot neka rešitev te situacije. Potem, če imamo priložnost, razmislimo tudi recimo o besedah, ki so nam blizu, ki bi jih lahko uporabili, ker tudi to je pomembno, da smo pristni v tem pogovoru, da smo občutljivi, da se transparentno odzivamo in tudi na ta način potem spodbujamo pogovor z osebo. Potem si lahko pripravimo tudi nekaj idej, recimo, kako lahko osebi pomagamo v stiski, in pa na primer seznam virov pomoči. Čisto tako, da vemo,
če oseba reče, da razmišlja o samomoru, ali pa če reče, da recimo pove neke znake, neke simptome depresije, da vemo, katere vse možnosti, torej kje vse lahko iščemo strokovno pomoč, da lahko potem z osebo skupaj premislimo, kateri vir strokovne pomoči pa bi bil mogoče za njo osebno nekako najbolj primeren. In potem, ko če nam to čas oziroma prostor, priložnost dovoljuje, da pripravimo na pogovor, potem lahko preidemo na ta drugi korak, ki se imenuje pa vprašati. Zdaj pri tem gre v bistvu nekako je osrednje to, da preverimo, ali oseba razmišlja torej o samomoru. Zdaj v pomoč nam je pri tem, da oblikujemo direktna, transparentna vprašanja, da res oseba vidi, kaj je namen naših vprašanj in pa da so vprašanja odprta, torej oblikovana na črko K. Recimo to je tako eno pravilo oziroma en nasvet, ki nam je lahko v pomoč. Na primer, da oblikujemo, kdaj ti je najtežje in podobno. Zdaj taka odprta, direktna vprašanja usmerjajo, spodbujajo pripovedovanje, hkrati pa s tem, ko spodbujamo pripovedovanje, ko kažemo naše zanimanje, osebi dajemo občutek, da je sprejeta, da ima podporo in to je potem tudi prvi korak, ki vodi k okrevanju. Zdaj, da spodbujamo pripovedovanje, lahko uporabimo recimo tudi neke neverbalne znake, kot so na primer kimanje, odprta drža in podobno, in pa uporabni so tudi trenutki tišine. To so težke teme, težko je verjetno nam, verjetno še bolj težje bo osebi, ki je v stiski, in recimo, če jo preplavijo neka čustva oziroma se zmede, pa rabi nekaj trenutkov in seveda pustimo nekaj trenutkov tišine, da se lahko ponovno nekako zbere svoje misli in potem lažje nadaljuje svojo pripoved. Ker, kot sem rekla, je res namen tega pogovora, da pustimo, da damo čas, damo prostor osebi, da razmišlja, da govori, verbalizira svojo stisko in na ta način omogočimo v bistvu, da pride spet iz tega tunelskega vida, da pridobi izostren pogled na celotno situacijo in ponovno zmore videti, da obstajajo seveda tudi druge rešitve in ne samomor. Pomembno je tudi, da smo odprti, da osebe ne obsojamo, tudi to lahko spodbuja pripovedovanje in pa seveda recimo sploh v začetnih trenutkih pogovora, da vztrajamo. Ker če je pogovor težek za osebo in ne ve, ali naj zaupa, ali naj se odpre, oziroma ne ve, kako bo to delovalo na nas, morda rabi nekaj dodatne spodbude, sploh na začetku, in zato je fajn oziroma pomembno, da res vztrajamo in da jo spodbujamo, da o tem govori in da nam je mar za to, kar govori. Na tej točki, zdaj preden gremo naprej, pa bi vas povabila, da tudi vi razmislite, kako bi recimo pri osebi, pri kateri ste zaznali stisko, kako bi jo vprašali po samomorilnih mislih. Zdaj nekaj smo že povedali, nekaj bomo v nadaljevanju, pa morda pri sebi razmislite, lahko si tudi zapišete ene 3-5 vprašanj, recimo, ki bi jih vi uporabili, da bi vprašali osebo, ali razmišlja o samomoru. Lahko si mogoče označite tudi, ali pa v mislih razmislite, katero vprašanje bi lažje uporabili, katero morda težje, zakaj, in potem lahko tudi, mogoče ne bomo ravno zdaj med predavanje, lahko potem v tistem delu za vprašanja potem predebatiramo, če bi želeli. Ali pa zgolj vzamete tako, da malo primerjate z tem, kar bomo v nadaljevanju povedali, oziroma kot eno popotnico za po predavanju, da malo razmislite, kako bi pa recimo vi vprašali. Potem, če nadaljujem, zdaj vprašanja lahko v bistvu oblikujemo zelo različno. Nekaterim je lažje, če vprašajo direktno,
ali razmišljaš o tem, da bi si vzela življenje. Nekaterim je pa morda lažje, če najprej pripravijo en tak bolj posreden uvod v vprašanje in potem zastavijo to vprašanje. Se pravi, lahko bolj direktno, manj direktno, z uvodom, brez uvoda. To je v bistvu čisto odvisno od nas samih in od tega, kar je nam nekako najbolj blizu. Važno je, da res izberemo tisti pristop, tiste besede, ki so nam blizu, da smo lahko še vedno potem tekom pogovora transparentni. Zdaj, pomembno je pa, da so vprašanja zastavljena v sedanjiku, ker potem dobimo relevantne odgovore, kaj je pa v tej situaciji torej tista neka njena največja skrb oziroma njegova največja skrb, največja stiska in da potem tudi lahko na tem naprej delamo. Prav tako se ne smemo bati uporabiti besede samomor. Namreč pogost mit je, da če uporabimo besedo, da bomo nekomu dali idejo za samomor, ampak ta mit je zelo napačen. V bistvu gre za to, da če direkt vprašamo, ali razmišljaš o samomoru, bo oseba, ki o tem ne razmišlja, tudi to direktno povedala in s tem ji ne bomo dali nobene ideje. Zdaj, oseba, ki pa dejansko o tem razmišlja, pa bo recimo hvaležna, ne ravno vesela, hvaležna morda, da smo prepoznali njeno stisko, da nas ni strah o tem govoriti, da nam ni nelagodno in s tem bomo v bistvu morda še bolj povečali zaupanje v ta odnos in v ta pogovor. Tako da s tem, da uporabimo besedo samomor, pravzaprav ne moremo narediti škode. V bistvu dejansko lahko zgolj preverimo in dobimo natančne podatke, ali oseba res razmišlja ali ne. Je pa seveda še vedno od nas, ali nam je to lagodno uporabiti ali ne. Zdaj, imamo torej nekaj smernic, katere besede oziroma na kak način vprašati o samomorilnih mislih, obstaja pa tudi nekaj nasvetov, kako ne vprašati. Za bistvo vseh teh nasvetov je, da so oblikovani zato, da torej ne bi zavirali pogovora, ker recimo, če smo šokirani, če sklepamo prehitro, pa prihajamo do nekih svojih sklepov, potem kažemo, da osebe ne poslušamo oziroma kažemo, da nam je o tem težko govoriti, da nismo pripravljeni na ta pogovor in s vsem tem torej samo zaviramo tak pogovor, kar je spet ravno nasprotno od tega, kar si želimo. Tudi pomembno je, da ne ponujamo torej nekih rešitev, prehitrih rešitev ali pa nekih banalnih nasvetov, fraz, kot recimo pa saj bo vse v redu. Ker običajno, kot sem prej rekla, gre tudi zadaj za daljši proces, oseba je verjetno pomislila na več stvari, poskusila več stvari in v tem trenutku ne rabi torej nekega površinskega nasveta, ne rabi neke banalne fraze, ampak rabi zgolj podporo, da lahko o tem govori in rabi torej ta nek sprejemajoč odnos in pa oporo s strani drugega. Potem, ko nekako preverimo in dobimo tudi povratno informacijo, da oseba razmišlja o samomoru, je v tretjem koraku pomembno, da raziščemo, da preverimo te misli in pa da skušamo nekako razumeti situacijo. Se pravi, lahko tu gremo od tudi bolj oziroma manj direktnih k bolj direktnim vprašanjem, od nekega bolj posrednega k neposrednemu pristopu. Tu je v bistvu spet zelo na nas. Važno je, da tekom teh vprašanj nekako odkrijemo, kako pogoste so te misli, ali so te misli zelo pogoste, kako resen je samomorilni namen in pa ali je že oseba izdelala načrt za samomor. Ker to nam potem tudi pove, nekako pomaga razumeti, kakšna je situacija in pa kako potem načrtovati korake za naprej.
Zdaj, kaj je pomembno v tem, je še, da se v bistvu zavedamo, da tu res sledimo vsebini, sledimo temu, kar govori oseba. Važno pa je, da smo še vedno transparentni, da smo še vedno odprti, sprejemajoči, da poslušamo osebo in da jim dajemo prostor, da o tem govori. Recimo, če bo videla, da nam postaja nelagodno, bo to seveda takoj začutila in bo se recimo z nekimi frazami, kot je, pa saj bo v redu, saj ni nič takega, pretiravam, se bo začela odmikati, čeprav dejansko stiska je visoka, ampak ona želi v bistvu prizanesti nam to nelagodje oziroma ta občutek, da je nam v breme. Zato je pomembno, da tudi na tej točki vztrajamo, da osebo spodbujamo k pripovedovanju, da vidi, da ima nekoga, ki jo posluša in da ima nekoga, ki mu je mar za njeno stisko. Ker zavedati se moramo, da to so osebe, ki so se najverjetneje tekom tega procesa nekako odmaknile od drugih ljudi, so najverjetneje tudi osamljene, nekako same s to svojo stisko in tudi zato morda rabijo nekaj več spodbude, da se odprejo. Zdaj pa, če pustimo oziroma ne vztrajamo, ne spodbujamo osebe, pa samo še krepimo ta občutek odtujenosti in nekako osebi dajemo vedeti, da da njene težave pa dejansko niso rešljive, čeprav seveda so. Zato je pomembno torej, da osebo še naprej poslušamo, da smo tam zanjo in da tekom tega pogovora, torej s tem pogovorom, tudi naslovimo te njene najbolj ključne potrebe v stiski. In to so, da je slišan, slišana, razumljen in pa da vzamemo njeno oziroma njegovo stisko resno. Ker če tega ne naslovimo, se pravi, če takega pogovora ne izpeljemo, potem oseba ostane še naprej sama v svoji stiski, se ji samo potrjujejo njene slutnje, da njena težava ni rešljiva in hkrati verjetno tudi izgublja upanje v to, da bi iskala oziroma uspešno poiskala neko strokovno pomoč. In ravno zato je torej ta pogovor še bolj pomemben. Zdaj, uporabna tehnika, recimo na tej stopnji, torej na tem koraku, je, da osebo prosimo, kaj so pa tisti razlogi, ki jih recimo doživlja v tem trenutku, torej v sedanjosti, kot najbolj hude in kaj so torej tiste stvari, zaradi katerih razmišlja o samomoru. S tem ji torej damo priložnost, da spregovori o svoji največji stiski, o tistih nekako največjih razlogih, ki najbolj močno vplivajo nanjo in da tudi sama nekako potem o tej stiski razmišlja. To je tudi pomembno, da ne dajemo nasvetov, da poslušamo njene razloge in da ji vsake toliko tudi pritrdimo, da dejansko je njena situacija pa zelo težka, se pravi, da ji dajemo to oporo. Tudi če recimo se nam morda v tem trenutku ta situacija ne zdi tako brezizhodna, pa je zanjo v tistem trenutku res težko in zato je pomembno, da ji pripoznamo oziroma da potrdimo, da je pa to zelo težka situacija, ampak hkrati tudi seveda potrdimo, da ta situacija ni nerešljiva. In potem, ko oseba nekako našteje te razloge za samomor, jo prosimo, da nas šteje še, kaj so pa tiste neke pozitivne stvari, recimo zaradi katerih bi pa še živela. Zdaj, tu je včasih problematično, ker osebe, ki so res v tistem tunelskem videu, lahko hitro odgovorijo, da v tem trenutku pri njih ni nič takega, kar bi bil razlog za življenje, ampak zavedati se moramo, da običajno, ko ima oseba razloge za samomor, ima tudi razloge za življenje. Včasih jih je, pravim, predvsem zaradi tega tunelskega videa, zaradi tega zamegljenega pogleda na situacijo, res težje prepoznati, ampak običajno so razlogi za življenje prav tako tam. Zdaj, olajšamo ji recimo lahko, da damo nek krajši časovni okvir, na primer ji rečemo,
prav, kaj pa bi rekla, da pa so tisti razlogi, zaradi katerih bi pa vseeno preživela še naslednje 3 dni. Se pravi, da ji damo res kratek časovni okvir, da lahko res iskreno o tem premisli, ker na ta način tudi zmanjšamo potem pri njej tesnobo in o teh stvarih tudi lažje razmisli. In pa seveda je pomembno, da dogajanje povzemamo v tukaj in sedaj, ker ji s tem dajemo nekako vedeti, ko razmišlja o tem, da pravzaprav so to stvari, ki jih ima dejansko sedaj, torej te razloge za življenje ima dejansko sedaj v tem trenutku. S tem ji spet okrepimo te neke pozitivne, te varovalne dejavnike. In potem, ko nekako pridobimo vse te ključne informacije, ko prihaja pogovor nekako k koncu, je pomembno, da preverimo, kako se pa oseba po koncu pogovora počuti, ker običajno se želja po smrti vsaj malo zmanjša. In to lahko dejansko preseneti tudi osebo samo. In zdaj, če je oseba vsaj malo razbremenjena, potem lahko seveda načrtujemo naslednje korake, načrtujemo, koga bi obiskala, komu bi se še lahko zaupala in pa tudi, kje bi iskala strokovno pomoč. Zdaj, glede strokovne pomoči, oseba, ki razmišlja, ki resno razmišlja o samomoru, seveda rabi neko dodatno strokovno pomoč, ker gre v bistvu zdaj pri teh korakih gre za enkraten pogovor, torej to ni strokovna pomoč, in taka oseba je fajn, če dobi ustrezno strokovno pomoč, ampak če ni akutno ogrožena, potem seveda hospitalizacija, takojšnja hospitalizacija ni potrebna, vseeno pa je zato uporabna tehnika obljuba za življenje. Se pravi, oseba, ki bo v prihodnjih dneh iskala strokovno pomoč, je fajn, da nam obljubi, da si do naslednjič, ko se recimo bomo mi ponovno videli ali pa ko se bomo ponovno slišali, da si do takrat ne bo ničesar naredila, da lahko nekako potem delata na iskanju strokovne pomoči. Zdaj, pri tej obljubi naj je časovni okvir prav tako kratek, kar pomeni, da sklenemo tam za 3, 5 dni, 6, 7 dni, da lahko oseba to res iskreno obljubi, da se lahko tega drži. Hkrati pa je potem tudi na nas, da takrat v dogovorjenem času pa osebo pokličemo ali obiščemo in preverimo, kako je. Se pravi, da je tudi v nadaljevanju kažemo, da nam je pomembna, da verjamemo, da se bodo stvari pozitivno izšle zanjo in da ima oporo v nas. In potem, ko smo nekako dobili to obljubo, ko smo pač potrdili, da je oseba razbremenjena in da lahko načrtujemo korake za naprej, potem je pomembno, da predvsem načrtujemo, komu vse še lahko pove, kdo so tiste osebe, recimo, ki tvorijo nekako njen podporni krog in pa kje bi iskali strokovno pomoč. Zdaj, fajn je, da oseba pri tem zelo aktivno sodeluje, recimo, da res pove, komu zaupa, ali zaupa staršem, ali zaupa partnerju, partnerici, zaupa prijatelju, prijateljici, da potem pridobimo nekako podporo čim večjih ljudi, ki lahko potem tudi izkažejo tej osebi, da jim je mar zanjo. Potem seveda je pomembno, da, kot sem že prej rekla, da osebo vsake toliko časa pokličemo ali jo obiščemo in preverimo, kako je z njo, da ji kažemo, da nam je pomembna, da nas skrbi zanjo in da nam je pomembno, da živi in da nam ni vseeno seveda, kaj se z njo zgodi, ker ravno ta naša skrb lahko prepreči najhujše, lahko reši dejansko življenje. Zdaj, kam po pomoč? Viri strokovne pomoči so seveda različni, tako da si res lahko že v tistem uvodnem koraku, pa potem tudi, ko nekako načrtujemo korake za naprej, razmislimo skupaj z osebo, ali je morda osebni zdravnik, osebna zdravnica tista, ki
s katero se o teh stvareh lahko pogovarjati, ali bi morda šla na kak izmed centrov poiskati pomoč, ali bi najprej recimo nekako pomoč skušala poiskati na eni izmed telefonskih številk ali na eni izmed teh uporabnih spletnih strani. Važno je, da potem nekako načrtujemo in da če je potrebno, da osebi tudi povemo, da lahko skupaj z njo, torej da jo lahko pospremimo, ko bo iskala torej strokovno pomoč. Da res vidi, da nam ni vseeno in da si želimo, da živi. Zdaj bi morda na tej točki počasi zaključila in se mi zdi to zelo fajn nekako popotnica in pa povzetek tega predavanja, in sicer skoraj vsi poskusi prepričevanja posameznika, da bi živel, se pravi, da bi živel, namesto da bi si vzel življenje, bodo običajno imeli za posledico strinjanje in pa predvsem olajšanje s strani osebe, ki je v stiski. Oseba bo torej videla, da je nekdo slišal njeno stisko, da je nekomu mar zanjo in se bo zato tudi lažje strinjala s tem, da išče strokovno pomoč. Tako na tej točki bi nekako zaključila s tem delom predavanja.